Dober dan, spoštovani in dragi gledalke in gledalci. Ponovno lepo pozdravljeni v družbi nogometa, prvega razreda klubskega nogometa v Sloveniji. Pred nami je niz zadnjih 8 tekem letošnje sezone, ampak Šamar Nikolson z 10 goli je prvi strelec Domžal, to pa je prva priložnost za Domžale že v drugi minuti. Rudar je tako ali tako letos s to Stopajnikovo vlogo rotiral 3 vratarje. Nikolson, to je prvi strel na vrata, šum v komunikaciji in izgubljena žoga, ampak očitno samo za hip. Trifkovič in pomemben blok Klemenčiča. Škoflek, kakšna priložnost za Rudar. Petrih videl je tam, da se ponuja Matija Rom oziroma Podlogar je to. Podlogar z utekanjem, priložnost za Podlogarja prek vrat. Nenatančna in zato je tale napad gostov propadel. Kobiljar ostal je na nogah in lepo, zelo lepo podal naprej proti Škofleku. Škoflek iz roba kazenskega prostora, ni gol, ni. Je gol Žige Škofleka, neverjetno. Za hip sem pomislil, da se je žoga od stranske tiste vratnice, ki drži mrežo, odbila na zunanji del mreže, vendar ne, obnemel je Krševan Santini, Žiga Škoflek pa se je izkazal. Rom se je moral pobrati, hočeš nočeš, želi si sodelovati v tej akciji, vendar z leve strani napadajo Domžalčani. Lepa podaja Sikoška, lepo proti Gnezdi Čerinu, ki je uspel zadržati z muko tam žogo. Mujan se vključuje, Mujan skuša mimo Arapa, Mujanu je to tudi uspelo. Slobodan Vuk je zdaj prišel do žoge, Bolha brani, še vedno gneča v kazenskem prostoru, no in zdaj izbija Hrubik. Klemenčič, lepo je prišel v ospredje, pa zdaj Sikošek s podajo visoko, lahko skoči Slobodan Vuk in to je 11 metrovka, sodeč po reakcijah domačega moštva. Lahko izenači, če ukane vratarja Pridigarja. Ibričić, gol za 1:1. V 64 minuti se Domžale vračajo nazaj v tekmo. Videli ste pa tudi statistični odsev, ki nekako nakazuje, da imajo Domžale že ves čas več žogo pri sebi, več priložnosti, zdaj tudi za vodstvo in zgodilo se je. Tilen Pečnik pa je strelec za 2:1 na današnji tekmi. Prvi zadetek Tilna Pečnika v letošnji sezoni, sicer pa drugi v prvi ligi Telekom Slovenije. Krefl, to je zanimiva podaja proti Tučiću, tam je okleval Krševan Santini, to je bila priložnost za Rudar. Kakšen bo epilog te zgodbe, seveda še čakamo, medtem so Domžalčani že prenesli žogo na napadalno polovico. Vuk podaja proti Mujanu, tam se odkriva tudi Gnezda Čerin, Slobodan Vuk je prejel žogo, dobil priložnost še za... Res je, dobro ste rekli. Prvi polčas mislim, da smo odigrali dobro, da smo se pač zadeli, imeli tudi neko vrsto posest, res, da so tudi Domžale, se pravi, nekako smo se izmenjevali v tem, kdo je v trenutku stopil na žogo. Vendar ta drugi polčas nekako prehitro smo se usedli dol, že od prve minute nekako nismo bili pravi. Potem smo pa neko naivno prejeli ta prvi zadetek, se pravi, iz 11 metrovke. Očitno so potem fanti v glavi padli, tudi drugi mislim, da prepoceni. Potem smo ostali še brez igralca, ko smo že za vse 3 menjave naredili. Tako da enostavno ta smola nekako se nadaljuje, ampak nič, fantom lahko rečem samo glave gor. Četrtek je nova tekma pred nami. Iskrene čestitke fantom, jaz mislim, da smo skozi celotno srečanje bili dominantni. Žal mi je, da v prvem polčasu mogoče nismo realizirali vseh priložnosti, ki smo si jih ustvarili, bili v nekakšnem rezultatskem hendikepu, ampak vseeno v drugem polčasu pa ena izredna igra, ena izredna kvaliteta. Pripravili smo si ogromno priložnosti, mislim, da je 16 strelov na gol. Bili potrpežljivi in jaz mislim, da na koncu smo bili nagrajeni s točkami za, mislim, da eno zelo dobro predstavo.